Zemlja se v 24 urah ali enem dnevu zavrti okoli svoje osi, zato sončnega vzhoda in zahoda ne dočakamo vsi hkrati. A včasih to za ljudi ni bilo zelo pomembno, saj se niso tako hitro gibali po svetu, tehnologija pa tudi ni omogočala zelo natančnega merjenja časa in hitre izmenjave informacij iz enega konca sveta na drugega. V 18. stoletju je John Harrison izumil zelo natančno uro, v 19. stoletju pa je tehnologija toliko napredovala, da so vlaki omogočili hitrejše potovanje, telegrafi pa komunikacijo na daljavo. Da je vse usklajeno delovalo, denimo da dva vlaka nista trčila, so bili podatki o točnem času na več koncih Zemlje hkrati nujni. Leta 1880 so v Združenem kraljestvu uradno določili dublinski srednji čas in greenwiški srednji čas ali s kratico GMT. Ta je bil kasneje sprejet kot točka nič, skozi katero teče začetni, to je ničelni ali greenwiški poldnevnik. Druge krajevne čase so določili glede na geografsko dolžino, torej glede na to, ali ležijo vzhodno ali zahodno od ničelnega poldnevnika. Obstaja 24 časovnih pasov. Večina držav se je o tem poenotila v 20. stoletju, čeprav so se posamezne države odločale različno. Kitajska, na primer, zaradi lažje komunikacije v vsej državi uporablja le en čas, čeprav je bila pred letom 1949 razdeljena na 5 časovnih pasov. Danes poleg greenwiškega srednjega časa uporabljamo še univerzalni koordinirani čas ali UTC, ki temelji na atomskih urah in se uporablja pri vremenskih napovedih, vesoljskih poletih in v letalskem prometu. V številnih kroženjih Zemlje okoli Sonca, enemu krogu rečemo eno leto, pa so ljudje praznovali prvi dan nove poti Zemlje okoli Sonca ali prvi dan novega leta na različne dneve. Ponekod, kjer ne uporabljajo gregorijanskega koledarja, tradicija to narekuje še zdaj. V Severni Makedoniji pravoslavni verniki, ki se ravnajo po julijanskem koledarju in vstopijo v novo leto kasneje, to zaznamujejo s karnevalom. V nekaterih državah pa se denimo tradicionalno držijo luninega koledarja in praznuje vstop v novo leto na 2. maj po zimskem sončevem obratu. A uradno po vsem svetu štejemo začetek novega leta s 1. januarjem. Torej, o tem, koliko je kje na Zemlji zaradi njenega vrtenja okoli osi ura in kdaj se bo začelo novo leto, so se države dogovorile šele v 20. stoletju.